Lepo pozdravljeni. Ta teden smo obeležili Svetovni dan Zemlje in se znova spomnili, kako pomembno je, da skupaj skrbimo za naš planet. Sedaj pa je pred vami kratek pregled dogodkov tega pestrega tedna. Vabljeni k spremljanju. Poslanci so na izredni seji Državnega zbora za podpredsednika izvolili Danijela Krivca in Franca Križana. Glasovanje je potekalo tajno, pri čemer so nekateri poslanci svojo odločitev izrazili tudi z dodatnim oziroma kreativnim obkroževanjem glasovnic. Kljub temu so bile glasovnice veljavne. Dogajanje pa je znova opozorilo na nenavadne prakse pri tovrstnih glasovanjih. Novo izvoljena podpredsednika sta napovedala, da si bosta prizadevala za spoštljiv dialog v parlamentu. Aktualni ministri so kritični do predlaganega združevanja resorjev dela in gospodarstva, ki ga predvidevajo spremembe zakona o vladi. Opozarjajo, da bi takšna združitev lahko porušila ravnotežje med interesi zaposlenih in gospodarstva ter otežila socialni dialog. Po njihovem mnenju bi lahko prišlo do večjega vpliva kapitala na področje dela, zato predlog ocenjujejo kot problematičen. Včeraj je potekal dan odprtih vrat Reha centra Sluh na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, kjer so obiskovalcem predstavili dejavnosti in podporo za osebe z izgubo sluha. Center nudi svetovanje, izobraževanje in rehabilitacijo ter si prizadeva za boljšo vključenost gluhih in naglušnih v družbo. Dogodek je bil namenjen tudi ozaveščanju širše javnosti o pomenu skrbi za sluh ter dostopnosti storitev. Po ocenah ameriškega obrambnega ministrstva bi odstranjevanje min iz Hormuške ožine, ki naj bi jih tja namestil Iran, lahko trajalo več mesecev. Ožina, skozi katero potuje velik del svetovne nafte, zaradi konflikta in varnostnih tveganj večinoma ostaja zaprta, kar vpliva tudi na cene energentov. Ob tem v Pentagonu del navedb o miniranju zanikajo, Iran pa vztraja, da ožine ne bo odprl, dokler bo trajala ameriška blokada. Svet Evropske unije je sprejel novo zakonodajo za boj proti korupciji, ki uvaja enotna pravila in kazni za tovrstna kazniva dejanja v vseh državah članicah. Nova pravila naj bi okrepila preprečevanje, preiskovanje in kaznovanje korupcije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Države pa bodo morale vzpostaviti tudi dodatne ukrepe za večjo preglednost in integriteto. Gluhi in naglušni so se od 13. februarja do 17. aprila v Ljubljani udeleževali plesne delavnice Telo v dialogu, ki skozi sodobni ples odpira prostor ustvarjalnosti, sprostitve in medsebojnega razumevanja. Ob zaključku plesne delavnice in ob dnevu plesa, ki ga vsako leto obeležujemo 29. aprila,
bodo ustvarjalci za gluhe in naglušne pripravili gibalno delavnico v okviru festivala Ples za vse, ki bo potekala v sredo 29. aprila ob 15. uri v parku pred pravoslavno cerkvijo na Prešernovi cesti 35 v Ljubljani. V primeru dežja bo delavnica v Moderni galeriji v Ljubljani. V četrtek, 23. aprila, je v SNG Drama Ljubljana potekala gledališka predstava Za narodov blagor, ki je bila tolmačena v slovenski znakovni jezik z 2 tolmačema. Predstava, delo Ivana Cankarja, je bila tudi poklon ob 150-letnici njegovega rojstva. Dogodka se je udeležilo tudi veliko gluhih gledalcev, kar je ustvarilo posebno vključujoče vzdušje in še dodatno poudarilo pomen dostopnosti in vključevanja v kulturno dogajanje. Dogodek je pokazal, kako pomembno je, da je kultura dostopna vsem. V kinematografe je prišel težko pričakovani biografski film Michael, ki prikazuje življenje in kariero legendarnega glasbenika Michaela Jacksona. Film spremlja njegovo pot od začetkov v skupini Jackson 5 do vzpona med največje zvezdnike svetovne glasbe. V glavni vlogi nastopa njegov nečak Jafar Jackson. Na pekinškem polmaratonu je presenetljivo zmagal humanoidni robot, ki je 21 kilometrov dolgo razdaljo pretekel v približno 50 minutah in s tem celo presegel človeški svetovni rekord. Dogodek je pokazal velik napredek v razvoju robotike, saj so roboti letos prvič premagali človeške tekače, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da gre predvsem za tehnološki preizkus in ne neposredno primerjavo z realnimi tekmovanji. V soboto 19. 4. je v bowling klubu 300 v Ljubljani potekalo državno prvenstvo gluhih v bowlingu trojic, kjer se je pomerilo 11 ekip iz različnih društev. Tekmovanje je potekalo v odličnem športnem vzdušju, naslov državnih prvakov pa so osvojili Novogoričani. Več o tem tekmovanju si lahko ogledate v prispevku na spletni TV. Jutri bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo ponekod pihal veter zahodnih in južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan toplo. Proti večeru se bo od severozahoda začelo oblačiti. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. V ponedeljek bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Nekoliko hladneje bo. Kretnja tedna je kresovanje. Kretnja posnema gibanje ognja, saj je kresovanje povezano s prvomajskimi prazniki, ki so že pred vrati. Ob tem vam želimo lepe in sproščene praznične dni.
Na cestah po Sloveniji je že povečan promet, zato vozite previdno in varno. Naj ob tem spomnimo še, da 29. maja obeležujemo dan ozaveščanja o hrupu, ki nas opozarja, kako pomembno je varovati svoj sluh, isti dan pa bo na sporedu tudi oddaja Prisluhnimo tišini, ki odpira temo vpliva hrupa na naše zdravje. Uživajte med prazniki in se znova vidimo v petek 8. maja. Do takrat pa nasvidenje.